Mi na tem področju umetne inteligence v znanosti delujemo že 4 desetletja. Razvijali smo metode za odkrivanje znanstvenih zakonitosti iz podatkov in pravzaprav smo postavljali te trende, to, da je zdaj bliskovito naraščanje tega zanimanja za to področje. Mi se nismo za to področje začeli zanimati zdaj, ko o njem vsi govorijo, ampak smo pravzaprav povzročili do določene mere to zanimanje. Se morate zavedati, da recimo Fakulteta za računalništvo in informatiko, pa prej je bila to pod Fakulteto za elektrotehniko in računalništvo, je bila nekako začetnica umetne inteligence skupaj z Inštitutom Jožef Stefan. To je bil profesor Bratko, ki je v obeh inštitucijah ustanovil raziskovalno skupino že v začetku 80. let, tako da se res dolgo že ukvarjamo z umetno inteligenco in tudi apliciranjem na različne veje znanosti. Ja, v bistvu na zelo veliko različnih domenah v medicini se uporablja umetna inteligenca, predvsem se pa raziskuje na še veliko večjem naboru. Trenutno se seveda že uporablja na področju radiologije, to ni nobena skrivnost, to se že vrsto let dogaja, kar pa mi raziskujemo je pa tudi na področju nevrologije, onkologije, zdaj se začenjamo z endokrinologijo, psihiatrijo in tako naprej. Skratka, domenskih področij tudi na področju medicine, uporabe umetne inteligence v medicini je res velika. Se pa seveda dotikamo tudi drugih vej znanosti. Pri nas na fakulteti naši raziskovalci se ukvarjajo tudi z umetno inteligenco na področju ekologije, na področju opazovanja vesolja, opazovanja Zemlje.